Danes v Pomurskem dnevniku. Božična poslanica. Dan samostojnosti in enotnosti. Rop v Vržeju in Trnovski vasi. Zniževanje brezposelnosti. Vreme, jutri bo delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Sveti večer je tu. Škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Leon Novak in pastor Binkošne cerkve Murska Sobota Andrej Bojnec sta ob božičnih praznikih nagovorila vernike. Oba sta v ospredje postavila Božjo ljubezen. Dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče, Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Te besede iz 1. Janezovega pisma nam sporočajo veselo novico, da nas je Bog ustvaril z določenim namenom, namreč, da bi bili del njegove družine. V Svetem pismu beremo, da je Bog ljubezen in da zato ceni in si želi srčen in iskren odnos z nami. V trenutku, ko se je Kristus rodil v našem srcu, ko torej začnemo verovati vanj in mu slediti, smo tudi mi doživeli osebni Božič. Jezus postane naš prijatelj in učitelj. Bog postane naš nebeški Oče. Mi pa postanemo njegovi otroci. Božič je praznik ljubezni. Najprej je Bog ljubil nas, da bi tudi mi lahko ljubili druge. Iz njegove ljubezni črpamo moč in energijo za ljubezen do sočloveka. V našem bližnjem vidimo brata in sestro v Jezusu Kristusu, tudi če še ne veruje. Kajti tudi nas je Bog ljubil, ko ga mi še nismo ljubili in ko smo mu za našimi dejanji ter besedami povzročali žalost in bolečino. Toda ker je njegovo srce milo, ljubeče, toplo in odprto, nam Janez sporoča naslednjo novico. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče, Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Božič je veselo sporočilo nebeškega Očeta, namenjeno vsemu človeštvu. Ljubim vas vse, zato dobrodošli v moji družini. Dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Želim vam blagoslovljene, mirne, z Božjo ljubeznijo in zdravjem napolnjene božične praznike. Božič je tu. Res je najlepši čas v letu. Otroci uživajo ob božičku, jelenčku Rudolfu in Snežaku. Odrasli svoj navdih najdemo v prijazni družbi in prijetnem vzdušju, ki ga prinaša ta čas. Toda bistvo Božiča je in ostaja Jezus. Bog je poslal svojega Sina v temačnost naših življenj. Prišel je kot luč, da prodre v našo temo greha, zla in smrti. Jezus je naš rešitelj, zdravnik, skrbnik in osvoboditelj. Božič nas spominja na večno obljubo, ki jo je Bog dal pred davnimi časi. Rekel je, vem za načrte, ki jih imam z vami. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. V naši cerkvi praznujemo Božič, ker je vsak od nas bil izgubljen v svojih grehih in brez upanja za prihodnost. Vendar prišel je Jezus in razsvetlil naše življenje, dal nam je smisel in namen za naš obstoj. Zato Bog danes ni daleč, ampak je dosegljiv vsem, ki to želijo. Njegova želja je, da stopimo iz naše temačnosti v njegovo luč. Jezus želi vsem nam in tebi osebno pokazati svojo ljubezen, podeliti mir in radost ter dati upanje za prihodnost. To je sporočilo, ki ga prinaša Božič. Bog nas ljubi in nas želi srečati v naši temi. Vabim vas, da se nam pridružite v praznovanju Božiča in doživite, kar ima Bog za vas. Želim vam vesel Božič in blagoslovljeno novo leto.
Včeraj je v Galusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma potekala osrednja državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki jo sicer praznujemo 26. decembra. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V tej čudoviti zgodbi o nastajanju in ustvarjanju enotnosti so bile po mojem 4 magične prvine. Prva, jasna vizija samostojne države. Druga, odločno voditeljstvo. Tretja, iskren dialog. In četrta, tvorno sodelovanje. Spoštovane gospe in gospodje, Slovenija je skoraj 3 desetletja kasneje v položaju, kot sem dejal, ko take enotnosti ne potrebuje. Potrebuje pa več dialoga in več sodelovanja. Tega je premalo. Premalo je iskrenega dialoga, da se sliši drugega. In premalo sodelovanja za oblikovanje skupnih ciljev in poti do njih. Preveč je nestrpnega, mestoma sovražnega in celo izključujočega govora. Preveč je zavračanja sodelovanja. Konec novembra in v začetku decembra je bil na poštah v Veržeju in Trnovski vasi na delu isti ropar. Združenimi močmi so 32-letnika prijeli mariborski in murskosoboški policisti. Gre za starega znanca policije, ki bi naj ropal zato, da bi si lahko kupil prepovedano drogo. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor. Kljub prižganim lučem in sirenem na cestnih zaporah po okolici Veržeja in intenzivni preiskavi na tamkajšnji pošti so policisti ključne sledi za osumljencem našli 5 dni po ropu. So 25. novembra na podlagi zbranih obvestil in upravljenega ogleda širše okolice na obrobju naselja Veržej v smeri reke Mure našli oblačila, ki jih je neznani storilec po storitvi dejanja odvrgel. Po opisih očividcev in drugih informacijah je identiteto roparja iz območja upravne enote Murska Sobota potrdila analiza v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Kmalu potem, ko so murskosoboški policisti iz laboratorija prejeli rezultate analize oblačil roparja iz Veržeja, je ta udaril znova, tokrat v poštni poslovalnici v Trnovski vasi. Tudi tu je 32-letnik na pošto stopil zamaskiran in s pištolo v roki. Mariborski policisti so se zaradi podobnosti z ropom v Veržeju hitro povezali z murskosoboškimi kolegi in ti so ga kmalu prijeli v bližini njegovega doma v Pomurju. Gre za povratnika, ki je stari znanec policije. Večkrat je bil že pravnomočno obsojen na različne zaporne kazni. Je odvisnik od prepovedanih drog, zato si je z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobival sredstva za nakup prepovedane droge. Pištole, s katero je ropal, policija še ni našla. Prav tako ne 1300 evrov ukradenih v Trnovski vasi. Od 6800 evrov, ki jih je ropar odnesel iz pošte v Veržeju, pa je policija našla le 1000 evrov, ki so se zaradi varnostnega mehanizma obarvali. Nedvomno pa preostali znesek je bil odtujen, ni bil najden na kraju po begu storilca in v primeru, da bomo dobili kakršnekoli informacije ali pa podatke, bomo pristopili k realizaciji in zadevo potem poslali v dopolnitev na tožilstvo. Na tožilstvu sta že 2 ovadbi, po ena za vsak rop. Za 32-letnika je preiskovalna sodnica odredila pripor, za posamezno kaznivo dejanje ropa pa je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je danes objavilo javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020, kamor se bodo lahko vključile dolgotrajno brezposelne osebe. Trenutno je za javna dela na voljo 9 milijonov evrov, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Javno povabilo neprofitnim delodajalcem omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva, okolja in prostora ter tudi na drugih sorodnih področjih. V določene programe se lahko vključijo izključno dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Trenutno je v okviru javnega povabila na voljo 9 milijonov evrov, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj naj bi bilo tako na razpolago okoli 22 milijonov evrov. Delež dolgotrajnih brezposelnih v zadnjem obdobju namreč presega 50%, kar predstavlja najvišje vrednosti v zadnjih 10 letih. Na sobotainfo.com poročajo o prodaji petard osnovnošolcem in hišni preiskavi ter zasegu 200 kosov pirotehničnih sredstev. Na sobotainfo.com torej preverite, kje se je to dogajalo, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice.
Kar se tiče vremena, bosta praznična dneva najbolj sončna v tem tednu. Ne samo v tem tednu, Božič bo namreč med najtoplejšimi v zadnjih 70 letih. Več o vremenu v prihajajočih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 11, v Lendavi 9 ter v Murski Soboti in Radencih 8 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države so možne manjše plohe. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru med 0 in 2 stopinjama, dnevne pa okoli 11 stopinj Celzija. V četrtek bo precej sončno, le po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala. V petek bo pretežno oblačno s krajšimi sončnimi obdobji, nekoliko hladneje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 1 stopinje, čez dan pa okoli 8 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili danes v Pomurskem dnevniku. Želim vam lep, miren preostanek večera, ki ga preživite v krogu najbližjih. Nasvidenje.